Po nekem razmisleku sem imenovala to razstavo Poskus o retrospektivi. Hkrati pa je to tudi na nek način ironično ali pa mogoče tudi hudomušno bilo mišljeno. Ugotovila sem, da bolj kot ta neka moja osebna zgodba skozi dela me je zanimalo, na kak način tudi jaz lahko sama sebe zdaj v tem nekem momentu konkretnem lahko interpretiram, torej skozi svoje delo. Torej, kaj počnem z medijem fotografije in v kakšnem dialogu sva s tem medijem. Ugotovila sem tudi, da lahko v tej svoji 20 do 25-letni praksi ponazorim in pokažem medij fotografije kot neko interesno točko, hkrati pa kot nek primerek, torej kot case study. Ugotovila sem, da ta medij se nenehno spreminja, je v permanentnem spreminjanju. Hkrati pa nima fiksne identitete. Še najbolj močna pa je mogoče ta pogled na ta medij skozi tehnologijo samo, ker to je nekaj, kar v bistvu tudi definira ta medij. Hkrati pa ravno zaradi tega spreminjanja, zaradi teh inovacij, torej predvsem tudi tehnoloških, nas ta medij zmeraj usmerja v prihodnost. Drug karakter mojega dela pa je povezan z nenehnimi sodelovanji z drugimi umetniki. Hkrati pa seveda to se izkaže, da ni samo delovanje z drugimi umetniki, ampak je lahko tudi živ odnos, torej living relationship, bodisi z arhitekturo prostora, v katerem se razstavlja, kuratorjem, ki dela to razstavo, oblikovalcem, ki oblikuje to razstavo, ali pa celo samim prostorom v smislu geografskem. V bistvu začetek razmišljanja o tej razstavi je bil nekako iniciiran z tlorisom te galerije. Torej v bistvu ta vizualen pogled in hkrati tudi ta totalen pogled te mape, teh prostorov, torej gledanje skozi neko arhitekturno kategorizacijo in sicer tudi sliko, risbo, načrtom, je potem tudi miselno spodbudilo v meni to, da sem začela razmišljati o teh prostorih samostojno. Ugotovila sem, da v bistvu vsak prostor mi lahko ponudi izziv, da naredim v vsakem prostoru samostojno postavitev. Torej, tako na koncu se izide, da se v tem prostoru Muzeja za sodobno umetnost doživimo 10 samostojnih razstav. To je nekaj en tak pomoč ali pa navodilo, ki me je nekako vodilo pri koncipiranju te razstave. Hkrati se v teh prostorih marsikaj zgodi. Te prostori jih predvsem ločujem z kvaliteto svetlobe, ki se v njih zgodi. Hkrati pa tudi sem probala najti način, kako vstopiti v ta prostor. Torej, kaj je to prvo delo, ki odpira ta moj opus oziroma ta poskus za retrospektivo. In odločila sem se, da naredim rekonstrukcijo razstave in v bistvu mojega prvega vstopa, torej mojega prvega dialoga oziroma odnosa z to inštitucijo, takoj po koncu mojega študija na Akademiji za film v Pragi, ko Lara Štrumej naredi razstavo v Mali galeriji Moderne galerije. To je bilo leta 2004. Jaz tam predstavim 7 fotografij mojega očeta in hkrati ob tem izide tudi avtorska knjiga. Tukaj odprem ta prostor, to razstavo s temi 7 fotografijami, ki nakazujejo rekonstrukcijo postavitve iz leta 2004. Torej, ob odprtju te razstave decembra 2023 je ta projekt star natanko 20 let.
To je tudi prvi projekt oziroma prva serija fotografij, 7 fotografij, kjer na nek način jaz spremenim svoj način, kako jo uporabljam ta medij. Prvič tukaj uporabim oziroma konceptualiziram oziroma se zavem vseh teh karakteristik tega medija in nek opus ali pa neko konstantno časovno zbiranje dokumenta destiliram v samo 7 finalnih fotografij. Potem iz tega prostora, ki je rumeno obarvan zaradi luči, pridemo skozi nek bel portal, torej sprehoda po fotografskem ozadju v temni prostor. Ta prostor na nek način nakazuje, se vzpostavi tudi miselno oziroma mentalno z gledalcem z zadnjo fotografijo tega prvega prostora. In sicer človeka z zaprtimi očmi. Tudi človek z zaprtimi očmi na nek način aktivira to neko metasliko, torej ne več to, kar gledamo, ampak nekaj, kar ne vidimo. Hkrati pa smo vsi v hiši svojega telesa in razumemo to telo kot ne barvno, ampak kot neko temen kontejner, ali kako temu reči, posodo. In v tem temnem prostoru se začnejo najin dialog, torej jaz začnem v tem momentu sodelovati s svojim takratnim življenjskim partnerjem in vzpostaviva metodo dela, ki pomeni dialog. V tej temni sobi se v bistvu začne ta nek metabolizem, torej začne nastajati nek novo jedro. Jedro, iz katerega, torej spet posoda, iz katere začneva oba črpati oziroma oba vanjo vlagava in potem iz nje jemljeva. In zato je tudi tukaj ta dialog kot metoda, torej tudi ta artefakt, ki potem na koncu nastane, je na nek način tudi ta tretja identiteta, torej ta tretja entiteta. Torej ne vezana toliko na naju kot posameznika, ampak nastane v tem neki združitvi. In to v bistvu me je zanimalo me je to pogajanje teh misli, pogajanje, kaj bo potem ta končni materializiran izdelek teh misli, ki se pogajajo med sabo. To obdobje traja 15 let in tukaj se zgodi še en pomemben prelom. Ta prelom je, ko midva iz evropskega prostora se premakneva v Združene države Amerike, kjer delujeva 2 leti. In to tudi pomeni, da doživiva eno osvoboditev nekega okvirja, ki tega določa evropski prostor, nacionalni prostor, zgodovinski prostor, kjer se ti več ne rabiš in ni nujno, da se navezuješ na nekaj, kar je bilo, ampak lahko v bistvu jemlješ iz neke skupne vsebine. Torej ti lahko v tem prostoru ameriškem, ki je absolutno demokratičen v tem nekem smislu idej ali pa možnosti, sva lahko v bistvu se ukvarjala z zgodovino umetnosti kot tako. In na ta način potem tudi začnejo nastajati različne enote, midva temu rečeva enote, stavki, povedi, ki vsaka recimo na nek način predstavlja nek razmislek, ki ga lahko seveda poglobiš tudi z nekim znanjem zgodovine umetnosti. Te stvari, torej zgodovina umetnosti ni nujno, da razumeš oziroma da jo veš za razumevanje teh del. To je tretja soba, ki danes v tem prostoru Muzeja za sodobno umetnost funkcionira kot arhiv, katalog, kot neka kolekcija, torej zbirka različnih razmišljanj, pristopov in pojavnosti tega medija. Tukaj hitro se zaveva te materialnosti tega medija, zato ker tehnologija ga tako nenadno in hitro in
akcelerirano spreminja, da se zavemo naenkrat te nostalgije, naenkrat doživljamo emocijo. Doživljamo emocijo teh materialov, katerih se dotikamo, teh materialov, ki izginjajo, torej ki jih ni več v obtoku. Hkrati se zavedamo, da je to moment, točno prelomen moment tega analognega v digitalno. Mislim, ne nujno samo v fotografskem, ampak na splošno. Tudi se spremeni naš način, naša vizualna kultura, naš način komunikacije. Težnja, tendenca tega, da vedno bolj pisano besedo nadomešča podoba. Tukaj tudi pride do momenta, ko fotografija spozna oziroma se čuti utesnjena v okvirju na steni. Začne prodirati v prostor, postaja skulptura, postaja objekt, postaja situacija. Za naju je to pomenilo, da se ti zaveš, da ta končni izdelek ni več samo neko umetniško delo, ampak razstava. Razstava kot celota in odnos teh stvari, ki so v tem prostoru. Potem, če se premaknemo naprej iz tega prostora, torej po 15 letih, se najino sodelovanje prekine in jaz se ponovno vrnem v temen prostor, metaforično in dobesedno. Premaknem se v temnico in ugotovim skozi proces, delovni proces, probam najti nadaljevanje tega dela, ki sva ga ustvarila v teh 15 letih, hkrati pa probam najti nek nov rokav te reke. Hkrati je to moment, ko jaz reagiram simptomatično, v bistvu kot reakcija. Reakcija na to, kaj se dogaja v družbi, na splošno, v svetu, globalno, uporaba hitrih telefonov oziroma pametnih telefonov, uporaba, digitalizacija, ki prodira skozi vse naše načine življenja. In naenkrat jaz začutim, da ni več potrebe po neki konkretni temi, zgodbi, da te zgodbe se v bistvu topijo v neko fluidno maso, postaja ena zgodba. In začne me zanimati barva, kako je barva lahko vsebina, kako je oblika lahko vsebina. Začnejo nastajati zelo abstraktne stvari. To so fotogrami na tej osrednji steni, ki je tudi služi temu, da jo lahko vidiš v bistvu iz vseh prostorov, ko se gibaš v tej razstavi. In vsak pogled nudi nek drug pogled na njo, čeprav zmeraj kot nek totalen pogled. To je tudi bil na nek način priložnost se zamisliti nad tem, kako lahko tudi fotografija ne več kot samo kos papirja, ampak kot celota obstaja kot totalno delo, umetniško delo, totalno umetniško delo. To je bilo mogoče pokazano z 36 dramatičnimi situacijami v okviru trienala v Moderni galeriji, ki jo je kuriral Vid Havranek. Tukaj se pa neka podobna situacija zgodi na tej osrednji steni, ki se imenuje samo Fotogram. In to je 40 fotogramov, ne več in ne manj. Istočasno v roku teh 5 let nekega mojega procesa, te fotogrami dobijo potrebo potem, da se na nek način pokažejo. Na kak način se pokažejo? Gre to nazaj na steno, gre to v okvir? Kakšna je pojavnost teh stvari? A je to flat sculpture, torej neka ploska skulptura, objekt, relief? In s temi vprašanji začenjajo nastajati potrebe po iskanju tega pedestala, tega podstavka temu papirju. Hkrati se tukaj tudi razvije
moj odnos do papirja, ki postane dobesedno odnos s papirjem. Ker ti v bistvu papir tudi začneš tretirati kot neko telo. Tudi do neke mere lahko trdim, da je tukaj nek moment neke erotičnosti, ki se zgodi. In v tem momentu vstopi v ta dialog z mano ponovno Aneta Mona Kiša, romunska umetnica, ki deluje v Pragi, ki je kiparka. Primarno, torej njen medij primarni je kiparstvo in sicer monumentalnih dimenzij. In to se mi zdi v nekem odnosu do medija fotografije zanimiv izziv, hkrati pa ponovno pogajanje, torej ponovni dialog, ki bo imel veliko problemov. Mene pa zanima v tem momentu, kako ta medij fotografije, ki je v bistvu determiniran z neko standardizirano velikostjo, nekaj, kar pogojuje ta manufacturing, the material, torej različne tovarne, ki producirajo ta material, kako na nek način subverzirati ta moment. Hkrati pa je to tudi permanentna pogajanje sama s sabo. Do kakšne mere jaz spremenim ta material, da še ostaja to, kar je. Torej, s tem povabilom Anetinim, ona v bistvu je predrzna in posega v to fotografijo velikopotezno. Oziroma jo vidi velikopotezno. Hkrati mi daje pogum za to spremembo, metamorfozo, ki jo mogoče lahko doživim skozi ta dialog. In torej, kar vidimo v tem prostoru, najdaljšem prostoru, torej tega nadstropja, torej v novem delu tega prostora, je tretji poskus projekta, ki smo ga takrat imenovali Farmakopoeja, ki v bistvu odkazuje na neko kemijsko, farmacevtsko procesualnost. Hkrati pa tukaj razpade tako s papirja, fotografskega papirja, v čisto osnovni delec tega medija, torej na svetlobo občutljivega materiala. Razpade v njene osnovne komponente, kemične, ki jo tvorijo. Skozi ta prostor, ko se gledalec sprehodi, je postavljen v samo drobovje nosilcev spomina. To pomeni, da stvari, ki jih doživlja, torej katere vidi in vizualno sprejema, so posode različnih oblik, ki so napolnjene z kemičnimi substancami v permanentnem spreminjanju. Zgodi se to, da te stvari, ki prej niso imele vizualnega agenta, torej niso bile vidne, so zdaj dobile moment, da jih lahko opazimo. Ja? One so dobile, naenkrat jih vidimo. Ja? Predtem so one bile zmeraj v službi te neke funkcionalnosti. Vrneva se nazaj v zgodovino in začneva ponavljati in ponazarjati arhaične fotografske postopke, od Kolodijevega procesa do slanega procesa, Van Dyck procesa, cianotipije, pigment printa. Hkrati uporabljava tekoče emulzije, katere potem senzibilizirava z srebrovimi nitrati, jih razvijava ali pa fiksirava, dodajava pigment. In to je v bistvu nekaj, kar gledalec lahko doživi kot sliko. Vendar ta slika ne kaže več to, česar smo se naučili prej, oziroma česar prej nismo videli, torej podobe, torej te neke realnosti, ta neka
mimetična lastnost medija fotografije se spremeni v neko abstrakcijo, hkrati pa v neko vizualno podobo. V tem istem prostoru doživimo to situacijo za vsako drugače. Za vsako, ko vstopimo vanjo, je ta slika nova oziroma slika v nastajanju. Spet recimo na ta način odkazuje k temu mediju fotografije. Isti motiv nikoli ne moremo posneti dvakrat enako. Ta prostor se nadaljuje, hkrati pa je oplemeniten z barvnimi filtri, ki seveda imajo tukaj ne samo in predvsem ne estetsko neko noto, ki dajo temu prostoru, ampak odkazuje tudi na neko funkcionalnost, na neko namembnost. Filtri v mediju fotografije in filmski cinematografiji predstavljajo filtriranje različnih svetlobnih, torej valovnih dolžin in na ta način spreminjajo površino na svetlobo občutljive emulzije. In ko se sprehodi človek oziroma gledalec do konca tega prostora, vstopi v majhno rdečo komoro, kjer se zgodi na nek način en displej, ena kolekcija objektov, prašiči, sapnik, surov petrolej, pirit, magnetit. Ta neka skrbna postavitev teh objektov odkazujejo ne na nekaj naključnega, ampak na neko zbirko ali pa na neko katalog, indeks. Ponovno si tukaj gledalec lahko prebere, da gre za surovine, iz katerih so ekstrahirane vse te kemične substance, ki se odvijajo v teh planih oziroma v tem pasu fotografskega filma, katerega je prej bil gledalec del. Hkrati tukaj se spreminja svetloba s pomočjo fokusiranih reflektorjev, kako se temu reče. Torej, iz tega majhnega prostora spet pridemo v star del zgradbe. Skozi ves ta prostor mi tudi začutimo to pogajanje, torej kot umetnik, ki v bistvu pripravlja to razstavo, in pa obiskovalec, ta prejemnik, začuti to pogajanje teh dveh prostorov, torej prostora, ki je že prej obstajal, in tega na novo zgrajenega dela tega muzeja. In to je v bistvu nekaj, kar je tudi zelo pomembna komponenta, ker ti kot gledalec si tudi zapomniš ta umetniška dela, glede na to, kje si stal in kje si jih videl. In to recimo tudi nekaj, kar sem probala v tem prostoru izkoriščati. Zato, ker nam gre za to, da ta neka pozornost gledalca pomeni tudi zapis, spominski zapis tega, kar je prejemal. Danes se odpira razstava študentska v enem od teh prostorov, ki je bil narejen prav zato, da se bo v njem odvila študentska razstava. V semestru prejšnjem, torej akademskega šolskega leta 23-24, sem delovala na povabilo Petra Rauha, Petra Koštruna in Emine, da izvedem neko delovanje, torej pedagoško ali pač akademsko, z skupino študentov, katerim sem dala na razpolago to, da lahko na skulpturo, ki je bila narejena iz fotografskih materialov, filtrov, fotografskega papirja, fotografskega ozadja, nanjo, na to skulpturo, ki jo imenujem danes podium, pedestal, poligon, scenografija, reagirajo, lahko navežejo dialog, lahko samo postavijo samostojno svoj artefakt, ali pa v bistvu ta komunikacija skozi enoten prostor povzroči to, da gledamo to, kar vidimo, kot eno delo, eno kolektivno umetniško delo. Zato, ker tukaj so ti odnosi
jih čutimo. Čutimo te odnose, komunikacije, kako eno delo prihaja v drugo delo, kako to drugo delo spreminja to delo, ki vanjo posega. Vse te odnose, ki jih razumemo na neki osnovi medčloveških odnosov in doživetij, se tam manifestirajo skozi pojavnosti umetniških del. Ko potem iz tega prostora izstopimo, stopimo v zadnji prostor, ki deluje kot nek ekosistem, kot nek scenografski, dramatični postavitev enih hibridnih teles. Mogoče pa ni naključje, da se zaključi ta razstava ponovno z nekimi črnimi telesi, nekaj, kar spominja ali pa nastaja to neko človeško z tem nekim nečloveškim in postane ponovno neka entiteta.